Nahajam se na kolesarskem dopustu na Štajerskem. Nastanjen sem približno 4 km zahodno od Ptuja. In zdaj sem se odpravil na en kolesarski izlet okrog Donačke gore. Živijo, en prav lep kolesarski pozdrav. Krasno vreme se je naredilo. Malo po 9 uri dopoldan je že 17 stopinj Celzija, tako da sem dal gor kratke rokave in kar šel na pot. Na Štajersko sem prišel že včeraj, takoj naredil eno spoznavno vožnjo. Par gledalcev je opazilo, da sem na njihovem terenu in eden od njih mi je svetoval, naj obiščem Ptujsko goro in Majšperk, tako da sem tole današnjo progo načrtoval v tem smislu, da grem najprej čez Ptujsko goro, pol bom pa videl, kako me bo pot peljala naprej. Jaz tukaj teh krajev ne poznam. Včeraj sem v bistvu prvič v življenju tukaj kolesaril in sem bil prav prijetno presenečen, ko sem obiskal neke kraje, za katere sem do zdaj samo vedel, da obstajajo. Izredne ravnine, ogromna polja, praktično nisem naredil nobenega višinca na 60 km. Na koncu seveda za češnjo na torti sem šel še do Ptuja, da sem v sončnem zahodu poslikal tisti lep grad. Še največje presenečenje pa je bilo, koliko je tukaj urejenih kolesarskih stez. Na 60 km sem jih imel več kot kar polovico. Glede na to, da jaz teh krajev popolnoma nič ne poznam, v današnjem videu ne pričakujte kakšnih uporabnih nasvetov glede vodnih virov, vzponov in tako naprej. Lahko pa pač vidite, kako izgleda en moj kolesarski dopust. In če koga bolj točno zanima, kje sem se vozil, bom dal link od svoje Strave dol od spodaj v opis videa. Po 7 km vožnje sem gor na hribu zagledal eno veliko cerkvico. Zna biti, da me pelje gor, da je to tista Ptujska gora. Ok, Garmin je pokazal za začetek slabe 2 km vzpona s povprečnim naklonom 4%. Pa da vidimo, kako to izgleda. Zelo lep vzpon, nič kaj preveč naporen, tako približno 13 na uro ga peljem. Želel sem priti gor do cerkve, ampak mi ni uspelo. Edina cestica, kjer je pisalo pot k cerkvi, je slepa ulica, približno 40 metrov nižje. Probam še z druge strani, tukaj pa se bo prišlo, ja, tle pa vidim, da pridem čisto do cerkve. Ok, super, prvi vzpon je za mano, to je Ptujska gora, zdaj pa grem naprej po svojem planu. Še tako sem se preveč ukvarjal s tem prvim vzponom, ampak tako je, ko priješ na novo v neke kraje in si navdušen nad vsakim ovinkom. Se vozim po enih takih lepih stranskih cesticah. Videl sem tablo Žetale 10 in sem zavil, ker me zanima, kje so te Žetale. Bi pa predvsem Štajerce prosil, kaj je to tukaj za ena pokrajina. Jaz sem pač videl na Wikipediji, da je to Štajerska, ampak vem, da smo se v šoli učili. Tukaj gor so neke gorice, Haloze, Kozjansko, nimam pojma. Prosim, če mi kdo lahko pojasni, kako se bolj točno reče tukaj tem lepim krajem. Vse okrog mene so precej strmi hribi. Cestica je pa speljana tako lepo vmes po dolini, da praktično ni nobenih kakšnih vzponov. Samo poglejte, kakšna lepa dolina. Izredno lepi kraj, ni mi žal, da sem se odpravil v to smer. Čeprav moram reči, da ta ideja za izlet okrog Donačke gore je prišla povsem spontano, ker tudi za to goro sem slišal samo iz medijev in je ne poznam. Na tistem zemljevidu, ki kaže relief, sem pa tudi videl, da je vseeno tle malo več hribčkov, tako da se mi je zdelo fajn, da se ne bom vozil prav po čisti ravnini. Tako okvirno sem videl, da bi mogel narediti enih 60 km, višincev pa bo, kolikor bo. Zaenkrat vidim, da jih imam na 18 km, lih 180, kar je razmerje 1%. Sem že prišel v občino Žetale, malo slabša cesta je tukaj, je pa tukaj lih nekje okrog 300 metrov nadmorske višine. Prijetno, toplo je, sonce tako zelo lepo greje. Jaz se odlično počutim v tem kratkem dresu. Če koga zanima znamka Sirocco, imam tudi poseben link za 10% popust. Če kdo hoče, lahko izkoristi.
Zdaj je bilo pa kar naenkrat konc doline in sem prišel v en vzpon, tako procent pokaže tja do 7-8%, ampak škoda samo, ker je cesta res tako uničena, da se ne da lepo peljati. Je pa lepo, ker ni nobenega prometa tukaj. Ptički žvrgolijo prav na glas, je prav super. Jaz bi rekel, da znajo biti na vrhu tega vzpona že kar žetale. Tako, prišel sem v Žetale, za mano je gasilski dom, naravnost občina, tam desno neka šola. Precej majhen kraj se mi zdi, ne vem, zakaj sem imel v spominu te Žetale, po čem so mi znane, nimam pojma. Vem pa, da moram zdaj iti desno, če hočem iti okrog Donačke. Ob cesti že počasi vidim napise za Donačko goro. Verjetno je gor speljanih več poti. Zame je to znamenje, da sem že dokaj blizu te gore. Ja, tle od Žetal naprej se kar skozi nekaj vzpenjam, ampak vidim tle ta špica naravnost je verjetno že en del Donačke gore. In jaz se zdaj praktično vozim po njenem južnem pobočju. Kakšni lepi kraji, super, točno tisto je, kakor sem pričakoval. Malo vzpona, lepa narava, prijetne temperature, fenomenalno. Čutim, da gre vzpon počasi k koncu, ker ni več tako na trdo. Bom pa videl naprej, kakšno presenečenje bo. Le, ko sem prišel v občino Rogatec, zanimivo, tudi tukaj še nisem nikoli bil. Prav en tak nepričakovan in zelo lep spust je bil tukaj. Prišel sem v Sveti Jurij, tole tukaj na moji desni strani je pa vse Donačka gora. Zdaj sem prišel do enega zanimivega križišča. Na števcu imam točno 30 km in 450 višincev. Tukaj je pa zdaj označena neka vinska cesta in Rudijev dom. Tle na števcu vidim, da sem na 290 nadmorske, tale Rudijev dom je pa na 590. Do njega je kakšne 3 km in če se dvigneš za 300 metrov, to pomeni povprečno 10% naklon in me kar mika, da bi šel pogledat. Nisem pa prepričan, če je asfalt do vrha. Sem se odločil, da grem pogledat, do kjer je asfalt. Bom pač videl, se nimam kaj izgubiti. Na dopustu sem, cel dan je moj, vreme je lepo, kaj še češ. Kar precej strma cesta je, taka tudi ozka, upam, da ne bo kaj preveč prometa. Zaenkrat ga ni videti. Dal sem v najlažjo prestavo in grem počasi gor. Na tem prvem kilometru je povprečje sigurno več kot 10%. Grem kar počasi, ampak to pomeni, da bo pa v drugem delu mogoče malo lažje. Strmina ne popušča, ampak vsakem toliko na kakšnem ovinku pa je kakšen procent manj, da malo zadiham. Prekinil sem vzpon na Rudijev dom, ker sem videl tukaj desni odcep za Sveti Donat in kjer je asfalt, grem pogledat do te cerkvice, ki ima presenetljivo zgodovino. Sej vzpon do te cerkvice je pa še hujši kot v smeri proti Rudijevem domu. Ampak sem vseeno prišel, lej. In tle je tudi konec asfalta. To je cerkev Svetega Donata, ki je zaščitnik pred nevihtami, točo, strelami. Postavili so jo pa tukaj zato, ker je v 18. stoletju na vrhu Donačke gore udarila strela v leseno cerkev in ubila 59 ljudi. Zdaj se pa jaz spustim nazaj dol do križišča in nadaljujem vzpon proti Rudijevem domu. Res je brutalen vzpon. Posnamem lahko samo tam, kjer naklon pade pod 15%, ker če ne, je kar fajn napeto. Sem in tja je tudi prav, da malo popusti, ker če ne, skupno povprečje ne bi moglo biti samo 10. Je v tem drugem delu je klanc malo popustil in se mi tudi zdi, da vidim gor, da bi tista hiška lahko bila Rudijev dom. Ja, prav ta zadnji košček je res spet malo bolj strm,
ampak mislim, da je tole dom in bo tukaj vzpon na koncu. Tako, pa sem prišel, tole za mano je Rudijev dom in tukaj na števcu mi kaže točno 590 nadmorske višine, kar pomeni, da sem se res dvignil za 300 metrov. Dom je ravno ob ponedeljkih zaprt, tako da ni druge, kakor da naredim en selfie in se spustim nazaj v dolino po isti poti, potem pa naprej po svojem planu. Pri Rudijevem domu je potem slučajno prišel mimo en pohodnik, ki mi je lepo razložil, da so to haloze. Pohorje, recimo pa haloze se potem pa spet razlikuje. Recimo Pohorje je tudi Štajerska, ne? Ja. Pohorje, haloze, to so pa zdaj pač... No, se tu me je zanimalo, ali je Kozjansko, ali Gorica, kaj? Kozjansko je pa tja naprej na oni strani bolj. Aha, to pa haloze. To so haloze, dejansko od Boča, ko se začne, pa skozi dol. Super. Ok, hvala lepa. Srečno. Pri spustu dol pa zelo previdno, ker je res strmo in ozko, se nimaš kam umakniti, če bi prišel kakšen avto. Zdaj pa lepo nadaljujem pot po tej čudoviti, valoviti pokrajini. Vse je tako živo zeleno, super je. Prišel sem na eno malo bolj glavno cesto z oznako 432 in zdaj se vračam nazaj proti severu, proti Majšperku. Sem že lih mislil reči, da sem za danes z vzponi verjetno opravil, pa je spet cesta šla malo bolj v hrib. Je kar valovita tale 432, tako da bom sigurno nabral še nekaj višincev. Vzpon kar ne pojenja, me pa malo bolj skrbi, ker se je pooblačilo, ker zdaj je tisti čas v letu, ko je dopoldne sončno, popoldne nevihte. Tudi včeraj popoldne je bila ena konkretna nevihta in upam, da pridem do apartmaja prej, ko me kje fajn opere. Zelo lepa cesta je tukaj. Odkar sem vstopil v občino Majšperk, se mi zdi, da se v glavnem bolj kot ne spuščam. Ura je bila zdaj vmes točno 12, tako da bom še nekaj pregriznil. Zelo lepa dolina je tukaj, moram reči. Krasna cesta, zelo malo prometa. Sem mislil, da bo tako ob ponedeljkih kaj več, ampak super lepi kraj. Ne morem prehvaliti. Prišel sem v Majšperk, tukaj je lepo speljana kolesarska steza in zdaj grem v svoj zadnji današnji vzpon, ker se bom spet prebil na uno stran, kjer sem zjutraj začel preko Ptujske gore. Zapustil sem Majšperk, vzpon proti Ptujski gori je enako lep, kakor je bil zjutraj z severne strani. Še malo pa bom prebil 1000 višinskih metrov. Pa sem prišel na Ptujsko goro še iz smeri Majšperka. Zdaj se pa samo še spustim. Spet sem na ravnini, nevihta me zaenkrat še ni dobila, zato mi ne preostane drugega, kakor da se zapeljem v apartma, kjer se zrihtam in odpeljem gospo soprogo na eno kosilce. Upam, da vam je bil moj današnji izlet všeč. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.